Dobro, zdaj pa je čas, da v studiu pozdravim našega obalnega korespondenta, našega velecenjenega, gospoda Žerjala. Gospod Žerjal, pozdravljeni. Gospod Žerjal. Dobrodošli. Kako ste kaj preživeli poletje? Super. Dolgo, vroče, tako kot mi je meni všeč. To je idealno. Ja? Ne, niti ne, ampak tako je bilo. Lahko se sprijazniš, če se probaš delati, druge nimaš. Ja, to je res, to je res. Ste se kaj hladili v morju? Ja, seveda. Nekaj malo smo se namakali, malo čofotali. Pa vi? Ne, če sem samo hladilnik odpiral. Fizično vaje, to je dobro. Ja, zato vam to močno, to je vse dvigniti stopa, ta je nasploh šipka. Ste kaj žejni, gospod Žerjal? Hvala, sem ravno bil na WC-ju. Dobro. Kaj ste kaj pripravili za nocoj? Ja, hotel sem govoriti ravno o temu, da je konec počitnic, začela se je šola, začele so se nazaj službe in počasi se bomo mogli privaditi na to, da se med nas vračajo otroci. Ok. Zdaj poleti smo se lahko malo prepustili in počeli določene stvari, zdaj bomo pa mogli bolj paziti. Recimo ne moremo se več kar napiti pa voziti pijani, pred trejo popoldne, bomo mogli malo paziti. Ok, mislim, pred tretjo. Pred tretjo, žal. Ne moremo več kar puščati rabljenih igel v parku, to je... Ok. Predvsem pa moramo paziti, Ja. da pred otroci ne preklinjamo. To je pa najbolj važno. To je najbolj važno dosega. Zato sem pripravil nekaj enostavnih trikov, s katerimi lahko se vrnemo nazaj v življenje in v službo, ampak ne kovnemo pred otroci. In najboljši trik je, da ko nas prime, da bi rekli kakšno kletvico, preprosto rečemo nek drugi izraz, ki zveni podoben. Recimo, če bi hoteli reči črko na P, Ja. rečemo raje pismo. Ok. Pismo, pojdi v pismo, Okej. pisma ti materina, pa še na tak način. Zavijemo ta izraz, da je bolj primeren za otroke, da tudi oni lahko sodelujejo, brez da bi se kaj slabega naučili. Ok. To je super ideja. Je, ne? Na cel povsod lahko to uporabljamo, ne samo v živo, ampak tudi, ne vem, na internetu, če preberemo kakšen članek, da je prišlo do nasilnega izgreda na jugovzhodu države, Okej. v komentarje ne napišemo več grdih besed, ampak prešteti cicibani. To je super ideja. Ja, da je sprejemljivo tudi za mlajše bralce. Ja. Kaj pa lahko uporabimo namest drugih besed, ne? Ki niso samo od kletvic, recimo tiste na K. Aha, mislim, ne vem, katero mislite. Namesto tega preprosto uporabite izraz kurnik. Pojdi v kurnik, kaj za en kurnik je ta juha, nabijem te na kurnik, ti tele blesavo, take enostavne stvari, ki so primerne tudi za mlajše. Super, to lahko pride prav tako pri igranju iger prek spleta, ne, kot Seveda. pri vožnji v službo, Točno tako? kjer kurnik ti je dal izpit. Vidite, gospod Godler, se že učite. Hitro po... Tako. svojim. Če boste rabili, tu je še nekaj nadomestnih besed, ki jih lahko uporabite, da zaščite vaše sončke pred neprimernim jezikom. Recimo počukano, kot počukani migranti. Aha, Jelen kot jelen ti mater. Ali pa gojiti, v smislu goji se v pismo materino ti prešteti feder. je. V celem pogovoru do zdaj smo rabili samo enkrat pipkati. Res je. In to mene, ker se še nisem naučil takrat. Ne. Vadite, gospod Godler, še vadite, to je normalno. To je bilo pa že kar več naenkrat. To je že kar zahtevno, ne? Vsekakor, ampak z nekaj prakse boste tudi vi lahko tako nizali te izraze enega za drugim in kombinirali v fraze, ki še vedno podajajo zaželeno sporočilo, brez da bi vznemirjali mlajše poslušalce. Ok. Denimo, jelen ti Boga tvojega, ti počukam pralec od kurnika. Gospod Žerjal, vi ste pa že ekspert v tem. A imate vi otroka? Nimam, ampak vadim. Nikoli ne veš, kdaj to pride. Nikoli ne veš. Denimo, lahko dam še kakšen primer. Prosim. Tega spanja pa že ne bom jedel, ti si pa gluha. Ali pa, kdo je pustil počukane ključe na počukani omari v počukani dnevni sobi? Ptička mu materina, da mu jelen vse po spisku. Bravo. Gospod Žerjal, najlepša hvala za to. A ste imeli še kaj za dodati? Ja, drugače.
Lahko tudi se vrnemo na zgodovinske momente, ko je kdo kaj narobe spregovoril in gledamo, kako bi sedaj delovali. Recimo pri spremljanju športa. Okay. Jelen, pisma, kumara, ptičko, pisma, ptičko, To je pa... Pa ne, da boste firmo odprli, da boste popravljali. Zanimivo. No, potem tudi pri naročanju hrane. Okay. Nismo mi nič naročili. je pa ptička, Ti materi napiše mi na pismeno tukaj, no. In seveda, kar meni pride najbolj pogosto prav, Ja. pri klicih v centre za pomoč uporabnikom. Okay. Ko gre proti Nemčiji, si neki vstal, imamo marš v ptičko, mater, ti jelen, mater, pismo, poprav to zdaj takoj. Pa ste, bomo dal naprej, gospod, pa bom vam pa povedal, kaj se zgodi. Ja, bom dal naprej, a ne. Pa kaj boš dal naprej, boš dal kurnik, vse po... zid, pisma, Ti mater nagnila. Moram reči, če smem pokomentirati. Zdi se mi, da tudi na gledalca oziroma na poslušalca bolj blagodejno deluje. Vsekakor, vsekakor. Ker naenkrat je človek bolj miren Bolj miren in bolj olikan. in bolj uliken. Gospod Žerja, najlepša hvala za vaše pojasnilo, se prav veselim. Vsekakor, rad kako voljen. boste gost naslednji. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.